Lepo pozdravljeni. Ne glej nazaj, je bil naslov velike mednarodno zasnovane razstave, ki so jo pripravili v Umetnostni galeriji Maribor. A pogled nazaj v zgodovino je velikokrat neizogiben. 8. februarja 1954 so Umetnostno galerijo Maribor odprli kot regionalno institucijo za likovno umetnost. Danes v svojih depojih hrani več kot 7000 del najvidnejših slovenskih ustvarjalcev. V vseh svojih 65 letih delovanja in obstoja pa se je galerija soočala s prostorsko stisko in za sodobno umetnost neprilagojenimi prostori. Umetnostna galerija Maribor, ki od leta 1954 domuje v historični stavbi v palači Godel-Lanois, se ob svojem jubileju še posebej želi ozreti v lastno zgodovino, da bi poudarila in povezala preteklost s prihodnostjo. Tako ob 65-letnici izpostavlja prvega ravnatelja in tudi pesnika Branka Rudolfa, vpetega v mestno dogajanje in vodenje galerije od ustanovitve do leta 1971. Vprašanja, ki so se postavljala skozi njegovo obdobje direktovanja, so aktualna danes. Torej, pravzaprav, ali naj se institucija ukvarja z zbirkami, z raziskovalnim delom, ali naj služi kot razstavišče. In prav tu je ta srž prostorske problematike, kajti kot edina ustanova moramo seveda delovati na obeh področjih, ampak z istim vprašanjem so se srečevali pravzaprav od same ustanovitve. Ena najodmevnejših in sploh prvih mednarodnih razstav v času Branka Rudolfa je bila razstava ameriškega ekspresionizma. Takrat je bilo možno gostiti takšno razstavo v celo naših prostorih. Danes kaj takega nikakor ne bi bilo mogoče. Prvič je zavarovalnina verjetno tako velika, da bi jo bilo težko pokriti. Predvsem pa naši prostori ne zadostujejo več niti enemu muzejskemu standardu. Pravzaprav se to nanaša na pripravo mikroklime prostorov, v katerih se smejo takšne slike tudi nahajati. Prva likovna dela, popisana v inventarni knjigi galerije, govorijo o tem, kako je začela nastajati stalna zbirka takrat še v Pokrajinskem muzeju Maribor. Galerija je odkupe ob ustanovitvi prevzela kot likovno dediščino tega območja, ki bo ves čas dostopna javnosti. Leta 1922 je na pobudo majstra, ki ni samo izbojeval slovensko ozemlje kot general, pravzaprav začelo vrenje nekakšno in med drugim tudi na likovnem področju. Večkrat omenjamo takrat ustanovljen klub Grohar, ki je z zavestjo po potrebi po takšni profesionalni ustanovi organiziral tudi nakup prvega dela in to je Groharjeva kapelica. Tako da pravzaprav se je zbirka začela na nekem nacionalni zasnovi. Dela so v zbirko prihajala tudi z donacijami in sčasoma so nastajale obsežne retrospektivne razstave slovenskih avtorjev, pospremljene s študijskimi katalogi. Moram reči, da v času, ko sem postala ravnateljica oziroma direktorica, da so bili to razmeroma kulturi naklonjeni časi. In tako smo lahko potem pripravili nekaj res kvalitetnih razstav, predvsem domačih avtorjev. Začeli smo z Kotnikom in je Kotnik takrat doživel, pravzaprav lahko bi rekla prvič resnično spoznanje, da je v času prestopanja v informel in potem še naprej v tako imenovano razdrto sliko pomenil pravzaprav enega, poleg Tihca, enega izmed vodilnih avtorjev v Sloveniji.
Galeriji se priključi tudi nov razstavni prostor imenovan Novi Rotovž, današnji salon UGM, ki je bil namenjen predstavitvam sodobne umetnosti. Trienale ekologije je povezal mariborski prostor z Evropo in Ameriko. Meta Gaberšek Prosenc je med leti 1993 in 2007 galerijo tudi kadrovsko okrepila. Ravno z novim kadrom je bilo možno potem začeti v prostorih takrat starega Rotovža. Smo se začeli posvečati novim medijem, kar je bilo takrat pravzaprav kar pogumno. Potem smo začeli razvijati oziroma odkupovati videe, tako da imamo pravzaprav redka ustanova, ki pač načrtno odkupujemo slovenski video in ga seveda potem tudi vklapljamo v razstave. Pomemben del stalne zbirke je danes tudi fotografska zapuščina, ki so jo začeli pridobivati v 90-ih letih. To je depo fotografij. Glavnino tega depoja, vsaj fizični obliki, zajemajo fotografije Mariborskega kroga, ki imajo eno specifiko, namreč, da so kaširane, to pomeni lepljene na iverne plošče. In verjetno tak edini primer take vrste fotografij, recimo v slovenskem prostoru, kolikor jaz poznam, so zelo občutljive za manipuliranje, za predstavljanje, zato so tudi zavite na ta način v brezkislinski papir in zaščitene pred svetlobo. Fotografije Mariborskega kroga je galeriji predal Fotoklub Maribor. Tako so v zbirki fotografije iz časa 70-ih let Zmaga Jeraja, Stojana Kerblerja, Ivana Dvoršaka, Branka Jelnikarja. Zadnja donacija so fotografije Zore Plešnar. Prav tej umetnici je namenjena tudi retrospektivna razstava ob jubileju galerije. Matični prostori v galeriji, ki so bili že od samega začetka pretesni, pa onemogočajo ogled vseh del iz zbirke. Tako so v novem obdobju začele nastajati tematske kuratorske razstave kot vrednotenja zbirke. Tako je se rodil izjemno zanimiv projekt dr. Tomaža Brejca z naslovom Poletje, ki je na zbirko reagiral tako, da je pravzaprav povedal, da v naši zbirki primanjkuje sodobnih del in povabil več kot 20 ustvarjalcev, ki so ustvarila nova dela, ki jih nekako počasi tudi pridobivamo v samo zbirko. Ob 60. poletnici je zbirko na novo preučila in jo predstavila javnosti doktorica Nadja Gnamuš, ki je ponudila panoramski pogled, torej ogromno del, veliko del skozi tematske sklope, ki jih je sama izbrala. Formiranje zbirke v sodobnem času je pred velikim izzivom in razmislekom, kaj je v času sodobnih elektronskih medijev dediščina in kako jo prenesti v zbirko in kako ohraniti zanamcem. Gre za nekakšno tipanje povsem novo področje. Eden takih je gotovo bil odkup dela Igorja Štromajerja, ki je pravzaprav umetnik, ki deluje na medmrežju, torej pravzaprav izpodriva tisto klasično razumljevanje odkupa objekta, kako zagarantirati delovanje takšnega projekta v tehnološkem smislu, če vemo, da pravzaprav tehnologije zastarijo po parih letih in s tem se ubadamo vedno pogosteje, kot tudi kako ohraniti nekatere materiale, ki so povsem novi in nihče še nima izkušenj. Ob strokovnih razmislekih, ki že segajo v prihodnost, pa galerija tudi ob 65-letnici še ni dočakala prostorske širitve. In več kot 7000 umetniških del slovenskih avtorjev z konca 19. stoletja do danes ostaja v depojih nedostopnih javnosti. Ob številnih neuspelih poskusih, še zlasti iz časa Evropske prestolnice kulture, ko je bila ideja o novi stavbi najbolj oprijemljiva, je galerija tam, kjer je bila leta 1954.
Mislim pa, da vseeno sodi reševanje tako pomembne infrastrukturne problematike v drugem največjem mestu, torej v mestu Maribor, v domeno države. Kajti vsi smo državljani, gre za 90 000 prebivalcev, torej tretjino v primerjavi z glavnim mestom, ne morejo vse nacionalke biti samo v glavnem mestu. Prav je, da država ponudi zelo intenzivno, konkretno pomoč pri reševanju te problematike. Poudarila bi, da ne gre za to, da umetnostna galerija Maribor potrebuje to. Ne, to potrebujejo meščani našega mesta, potrebuje regijska, potrebuje nacionalna javnost. In mislim, da si to tudi zasluži. Naloga Umetnostne galerije Maribor pa je, da opozarja na resnično katastrofalno situacijo likovne umetnosti, ne samo v našem mestu, tudi širše, in na nujo potem, da se profesionalizacija podpre s primerno infrastrukturo. Za institucijo, kot je Umetnostna galerija Maribor, je mednarodno sodelovanje s tujimi umetniki in galerijami ključnega pomena. Najprej zato, da se kot sama galerija pozicionira na domačih in svetovnih galerijskih zemljevidih, pa tudi zato, da tukajšnji javnosti predstavljajo umetniško produkcijo tujih držav. Art and even beauty, it's about going together of aesthetical principles and ethical principles. I think my work is about this consilience between ethics and aesthetics. This installation could be also somewhere else. It's not just Maribor, but it is something of emigrants also passing through. Sigurno je Evropska prestolnica kulture bila za našo inštitucijo samo pozitivna izkušnja, to lahko rečemo, iz večjih razlogov. Prvo kot prvo ste seveda postavi to na neki evropski zemljevid, tako da so neki kontakti, neki pogovori z umetniki lažji. Tako smo uspeli v tistem letu realizirati velik projekt Rebeke Horn, ki je zelo kompleksna umetnica, jo je zelo težko dobiti. Druga zadeva, ki ti da spodbudo, je, da je bilo več finančnih sredstev, tako da si ne samo lažje delal velike projekte, jih zamišljal velike projekte, ampak jih tudi reklamiral. V nekem smislu, da inštitucija in zaposleni pridobivajo na referenčnosti in da lahko potem brez nekih zadržkov kontaktiraš tudi najpomembnejše živeče umetnike danes. Jaz mislim, da tu ima večjo težo Beneški bienale, katerega komisarji smo bili oziroma sem bila leta 2015. To je tisti res referenčen prostor, kjer dokazuješ, da si ti institucija in tudi oseba vredna zaupanja. Mednarodno sodelovanje je gotovo zelo dragoceno, je nekaj, kar nam, ki smo zaposleni v galeriji, omogoča stik z umetniki samimi, z galeristi po vsem svetu. V bistvu je snovanje razstav, mednarodnih razstav velik užitek. Mogoče bi lahko primerjal delo v galeriji z nekim delom filmskega ustvarjalca, kjer je vsak film neka posebna zgodba. Ti greš na filmski set, tam se spoznaš z igralci, z kamermanom, z režiserjem in ustvariš za tisto obdobje neko malo družino, nek odnos, v katerem zelo dobro funkcioniraš, ampak potem, ko se to sodelovanje prekine, v bistvu ostajaš v stiku, ampak več nisi tako povezan kot v tistem procesu nastajanja razstave, ki je gotovo en zelo intenziven, zelo lep proces. Contemporary art can learn a lot from the tradition, and the tradition learn a lot from the contemporary. They are not, how to say, divided totally. But in
Western Europe, such as in Berlin and in New York City. And so contemporary art is very strong, and the tradition almost totally destroyed. Les artistes travaillent avec, comme s'ils regardaient dans un rétroviseur et se disent ok, tout ça a été fait, je dois en être quelque part digne et aussi poursuivre cette grande histoire de l'art et cette grande histoire de la peinture. Kot pri vsaki domači razstavi je tudi pri mednarodnih najprej zamisel. Osnovna ideja za razstavo, ki se mora izoblikovati v temo. Teme razstav ponavadi izhajajo iz kuratorjevega dosedanjega dela, njegovega zanimanja ali spremljanja opusa točno določenih izbranih umetnikov, ki so kustosu ali kuratorju zanimivi. Na kakšen način izbereš ti kot kustosinja, kot kuratorka, temo razstave in jo potem tudi nekako definiraš, oziroma utemeljiš, zakaj bi bilo pa potrebno nujno dobro imeti to razstavo? Ja, zelo dobro vprašanje. Jaz mislim, da je to najtežji del pri vsakem projektu. Dosti lažje je, če ti delaš, ne vem, neko retrospektivno razstavo ali pa tudi neko srednje karierno razstavo nekega umetnika, ki je na poti, ne vem, nekje na sredi poti. Naša zbirka, tako okrog 7000 del jih imamo do zdaj, za vsega področja pač sodobne umetnosti. Ni prostora, da bi imeli zbirko ves čas na ogled. Zaradi tega se trudimo, da bi to zbirko pokazali skozi različne zanimive perspektive in vidike. Ena taka ideja, da jo pokažemo na nek drugačen način, je bilo tudi sodelovanje, ki sem ga izvedla za francosko institucijo. Cel naslov je 49 Nord, 6 East, FRAC Lorraine. FRAC je kratica za Regionalni fond za sodobno umetnost. Na začetku, ko sem razmišljala o tem projektu, se mi sploh ni zdelo možno, ker so naša dela res izredno fizična. Ampak vendarle se je videlo, da pa se je znotraj tega dalo najti kar nekaj povezav. In sem izbrala 13 francoskih umetnikov, ki so neke dialoge in neke povezave z našimi deli ustvarjali. V ene take sklope sem jih povezala. Potem sem pa imela tudi take teme, ki niso bile tako klasično zasnovane, kot recimo vprašanje mej, begunstva, pokrajine, kjer sem soočila recimo kot en primer Niko avtor, mariborsko umetnico. In recimo njo sem v dialog spostavila en dialog z enim portugalskim umetnikom in to je en primer take nematerialne umetnosti, ker za njegovo delo smo dobili v bistvu samo žig. In na tem žigu piše Forever Immigrant, se pravi večni begunec. Višja kustosinja Simona Vidmar ima za seboj že kar lep nabor mednarodnih sodelovanj in razstav, večjih in manjših. Denimo razstavo Naši heroji, kjer je bilo govora o zapuščini socialistične skulpture v javnem prostoru. Razstavljam eno delo, ki se imenuje I Try with Freedom, ki se nanaša na spomenik oziroma vzema v fokus spomenik osvoboditve mesta Rijeke od fašizma, ki je bil postavljen 1955. Sem naredila intervencijo, da sem omogočila ljudem, ki živijo v Rijeki, da se vzdignejo 20 metrov visoko in stanejo oči v oči z ta srednjim karakterjem, ki je ženski. Naenkrat si v dialogu z 20 blazno zanimivimi umetniki. Vse seveda vedno zanima kontekst, v katerem bi razstavljali, tema, izhodišče razstave, zakaj to delo, zakaj ne drugo delo. Je pri umetniku, kjer je več del, ki odgovarjajo tvoji razstavi, toliko lažje. Every neighborhood has its own politicians, images, whatever, the ones who rule that street, you have to have their images there. So since since I grew up, these were in my face all the time. So in this work, I try to deal in a playful way with that fact. Nabor umetnikov vzame ogromno časa, kurator pa od idejnega snovalca postane iskalec umetnikov in celo birokrat, zakopan v telefonske pogovore, usklajevanja, dogovarjanje z umetniki ali galerijami, najprej glede posoje del, nato še glede umestitve slednjih v prostor. Pri snovanju velike mednarodne sodobne razstave oziroma razstave sodobne umetnosti
je največji izziv finančni in logistični. Jaz mislim, da nam idej kot strokovnjakom na področju sodobne umetnosti ne primanjkuje in če recimo pripeljemo neko delo iz Berlina, iz Londona, je to velik finančni zalogaj, govorimo o 1000 evrih, na primer. Stvar tega, da umetnik nas bi zavrnil ali ne bi želel sodelovati, sodelovali smo z umetniki iz Kitajske, Kao Fei, sodelovali smo z umetniki iz Belgije, Francis Alice in mnogimi drugimi, to sploh ni bilo vprašanje, da ne bi želeli sodelovati. Umetniki, tako tudi pričakujemo, niso ljudje, ki delajo 8 ur na dan v neki pisarni, odložijo svinčnik in grejo, ampak so ljudje, tako si tudi želimo, ki živijo umetnost in imajo do svojega dela zelo oseben odnos. Jaz mislim, da kaprice niso toliko kaprice same po sebi, ampak res neka želja po mogoče perfekciji ali pa po nekem dodatnem inputu, ki ga želijo vtisniti. Ta neka kontrola nad tem končno prezentacijo njihovega dela je vedno prisotna, je tudi za kustosa zelo dobrodošla. Umetnostna galerija Maribor je letos že drugič sodelovala na festivalu sprehodov v organizaciji Društva Hiša in Rajze Fibra. To je le eden od primerov zgledne prakse, kako galerija svojih obrazstavnih in pedagoških programov ne omejuje le na galerijske 4 stene, ampak stopa v mesto. Tako dela svoje programe še bolj privlačne, hkrati pa se povezuje tudi z lokalno skupnostjo. V nadaljevanju tako predstavljamo nekaj obrazstavnih pedagoških programov Umetnostne galerije Maribor. Razstava dobi pomen šele v stiku z obiskovalcem. V Umetnostni galeriji Maribor zato dajo velik poudarek izobraževanju mladih. Pripravljajo pester program za skupine iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter fakultet. Že sama galerija oziroma muzej je en poseben prostor, ima v bistvu res eno tako neprecenljivo vzgojno-izobraževalno vlogo, ko otroci pridejo v neposreden stik z umetniškim delom. Umetnino videti v neposrednem stiku, se ob njej pogovarjati, je zagotovo tisto, na čemer gradimo ta naš program. Otroci se v galeriji srečujejo z vrhunskimi likovnimi deli in spoznavajo različne umetniške zvrsti. Ob neposrednem opazovanju lahko poglobijo znanje o likovnih motivih in tehnikah. Prek umetnosti pa se dotaknejo tudi drugih tem, kot so ekologija, narava in družba. Med vodenimi aktivnostmi jih spodbujajo k ustvarjalnosti ter izražanju lastnih mnenj in zamisli. Pri najmlajših otrocih seveda največ izhajamo z delom s pomočjo igre, torej preko raznih gibalnih iger, simbolnih iger, razvijamo dialog ob umetniškem delu, precej vključujemo tudi likovno ustvarjanje. Imamo rada umetnost in ustvarjamo rada. In tudi v umetnosti se rada pogovarjam, pa tudi nove prijatelje spoznavam. Ustvarjam tudi rada in tudi rezam rada, barvam rada. Starejše osnovnošolce in dijake spodbujajo k samostojnemu raziskovanju umetnosti. Lahko pa se pridružijo mladim strokovnjakom Umetnostne galerije Maribor ter se ob spoznavanju umetnosti in likovnem ustvarjanju seznanijo s poklici v sodobni likovni umetnosti. Najmlajši lahko umetniška dela raziskujejo denimo starši. S tem, ko se starši ali pa učitelji in pa vzgojiteljice aktivno vključijo v aktivnost, se potem pokažejo kot tudi en tak pozitiven vzor otrokom. Kadar se odrasli počutijo sproščene v galeriji, pokažejo neko radovednost, kaj pa zdaj ta umetnost predstavlja, potem tudi veliko večja možnost, da bodo tudi otroci več zanimanja za to pokazali. Na sobotnih ustvarjalnicah se otroci poglobijo v 1 ali 2 razstavljeni umetniški deli. Pogovarjajo se o tem, kar so videli in na to temo likovno ustvarjajo. Na trenutni razstavi v studiu UGM so se ukvarjali z delom španske umetnice, ki predstavlja umetno okolje, kjer pa bi se lahko tudi razvijalo človeško bitje in
nekako smo začeli razmišljati, kaj pa se v tem okolju lahko vse dogaja. In te ideje zdaj otroci izražajo na svoj način. Ustvarila sem pač umeten trebuh, barvenje, zato ker si predstavljam, kot da je v našem telesu, torej v trebuhu več barv. To grozdje bo šlo do dojenčka, on poje to grozdje, pluni ven koščico in gre potem žoga tak, pravi trebuh z malim dojenčkom. Lahko pa se pridružite obiskovalcem pri raziskovanju spomenikov in drugih umetniških obeležij v mestu. Sicer pa se v Umetnostni galeriji Maribor trudijo, da bi bile razstave čim dostopnejše. Seveda imamo pri tem precej ovir, že sama stavba Umetnostne galerije Maribor žal ni dostopna gibalno oviranim, senzorno oviranim, zato pač to zelo pomembno, da probamo ta manjko rešiti s programom. Pripravljajo tudi vodenja za ljudi s posebnimi potrebami, prilagodijo jih gluhim in naglušnim osebam ter osebam z govorno-jezikovnimi motnjami. Slepim in slabovidnim razstavljene umetnine opišejo, nekaterih del pa se lahko obiskovalci tudi dotaknejo. Galerijski pedagogi pa skupinam v bolnišnici, zavodu ali na šolskem taboru dan popestrijo z didaktičnimi igrami in likovnim ustvarjanjem. V 70. letih prejšnjega stoletja je nastal vseslovenski projekt Forma Viva. Umetnikom, ki so jih povabili z celega sveta, so pri oblikovanju pustili popolnoma proste roke. Določili so le material za oblikovanje. Tako je v Mariboru nastalo 19 monumentalnih železobetonskih skulptur, imenovanih Forma Viva. Danes so številne med njimi slabo vzdrževane, pozabljene in obrasle z grmavjem. V Umetnostni galeriji Maribor želijo s prav posebnim projektom tem skulpturam vrniti vse kanček njihove nekdanje imenitnosti. Maribor je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja skušal stopiti iz okvirov oznak in razvoja, ki so ga narekovali industrijski giganti. Mestni možje so v vseslovenski akciji privabljanja umetnikov z vsega sveta, imenovani Forma Viva, organizirali 6 umetniških simpozijev. Kiparji iz Združenih držav Kitajske, Poljske, Italije in držav bivše Jugoslavije so v 19 letih ustvarili 19 monumentalnih kipov, skulptur, ki naj bi krasili trge in nove soseske takrat razvijajočega se mesta. Danes 18 kipov še vedno stoji na prvotnih lokacijah. Nekatere je zaraslo grmovje, drugi so popisani in umazani. Čeprav veljajo za umetnine povsem primerljive s Štravbovim kužnim znamenjem, jih Mariborčani niti ne opazijo več. Se spominjate mariborske Forma Vive? Ste Mariborčanka? Mariborčanka sem, ja, ali ne hodim tako okrog. Da bi se spomnila kaj. Spomnim se, da je bila, ali da v detajle pa ne vem. Kdo so bili očetje te zanimive ideje, ki se je realizirala v Mariboru? Jakob Savinšek je ključna oseba, to je znamenit slovenski kipar, ki pa je hitro dobil Kržišnika, direktorja Moderne galerije, na svojo stran in takrat se je začelo vse odvijati, tudi s pomočjo Staneta Bernika, takrat zelo mladega umetnostnega kritika, in tako smo dobili v Istro kamen, na Dolenjsko les v Kostanjevico, na Ravne na Koroškem železo in evo v Maribor najbolj kontroverzno surovino, da tako rečem, osnovo za kiparstvo železobeton. V Mariboru smo imeli takrat podjetja Gradis, Stavbar in Konstruktor in njihovi inženirji so lahko sledili zahtevam umetnikov. Zdaj, umetniki so prišli z umetniškimi idejami, kar pomeni z skicami, kako si oni to predstavljajo. Potem so pa nas nekako prepustili našim idejam, nismo jih v naših podjetjih, ker smo imeli takrat zares vse. Od načrtovanja delavnic, cesarskih obratov, laboratorijev. In je bilo to nam, gradbenikom, prepuščeno, da na nekem novem področju poskušamo narediti nekaj več.
mi smo delali bolj za tujci. In tujci, ko so prišli takrat k nam, bi danes rekli, kot da grejo v Afganistan. Šli so v neko deželo z velikimi očmi, niso vedeli, kaj jih čaka. Prišli so s skicami v torbi in z pričakovanjem, kam so jih poslali. Je problem v tem, da se ne zavedajo vsi, kako visoke umetniške vrednosti so to. Skoraj bi rekel, da so v likovni zgodovini našega mesta neprimerljive likovne vrednosti. To so svetovni vrhunci kiparski. Konkretno tale, pred katerim stojimo, Azevedova Sončna ura, je v vseh likovnih enciklopedijah sveta s podpisom Maribora, seveda. Žal pa danes kipi ne komunicirajo z okoljem tako, kot bi lahko. V Umetnostni galeriji Maribor so se zato že pred časom v sodelovanju z Zavodom za turizem odločili za akcijo, ki bi imenitne skulpture vrnila v zavest meščanov, pa tudi tujcem pokazala mesto v drugačni luči. Ko smo pa se prvič sprehodili po terenu, smo ugotovili, da seveda v teh, kar je nenavadno, 20-30 letih, sami prebivalci več ne prepoznavajo Forma Vivo kot neko enotnost oziroma nek projekt, hkrati pa tudi ne vejo točno, čemu je oziroma kdo so avtorji, in smo želeli tudi to spremeniti. Vendar obstajajo pa svetle izjeme in s tem kolesarjenjem, ko ga v bistvu skupinsko izvedemo vsaj enkrat na leto, omogočamo pa turistom in različnim drugim skupinam, da ga neomejeno v bistvu si ogledajo sami ali z zloženko ali z turističnim naročilom pri Zavodu za turizem, kjer se je akciji tudi pridružil, ugotovili, da so nekatere še posebej priljubljene. Recimo že omenjena Sončna ura na Pobrežju je prav tudi nekakšno stičišče tamkajšnjih prebivalcev. Tisti so vedeli marsikaj povedati o njej, nekateri so se še spomnili, kako so jo postavljali oziroma kako je vse to potekalo. In na nek način so pa te skulpture izjemno priljubljene, ne glede na to, da mogoče se je izgubila ta sled enotnosti oziroma imena. Za Umetnostno galerijo Maribor so bili zadnji meseci razstavno precej pestri, lahko bi rekli celo maratonski. Tik pred veliko nočjo so namreč v počastitev svoje 65-letnice eno za drugo odprli kar dve razstavi. Retrospektiva fotografinje Zore Plešnar in razstavo posvečeno prvemu ravnatelju galerije Branku Rudolfu. Prav s to razstavo vzpostavljajo tudi nov razstavni prostor imenovan Ugajev kabinet. Dodajmo še to, da Umetnostna galerija Maribor za svoj 65. rojstni dan dobiva tudi nov zaščitni znak. To bo postala drobcena mravljica. Zakaj prav mravljica? Zato, ker je Branko Rudolf avtor pesmi o hudi mravljici. Ta mravljica naj Umetnostni galeriji Maribor prinese še vrsto uspešnih galerijskih let. Galeriji kličemo srečno, vam pa nasvidenje.